Udeleženke in udeleženci, pozdravljeni na spletnem seminarju Kako hitro in brez napora načrtovati in obvladovati denarni tok. Seminar sodi v ciklus 5 seminarjev, ki jih bomo izvedli v maju in juniju. S tem bomo lažje pričakali forum poslovne analitike, ki smo ga predstavili letos na 22. september. Na seminarju lahko aktivno sodelujete z vprašanji, ki jih zastavljate na kanalih chat ter Q&A. Na vaša vprašanja bomo odgovorili v živo oziroma po zaključku seminarja. Danes je z nami Rok Pirnat. Rok Pirnat je direktor podjetja B2BI. Rok deluje kot svetovalec za razvoj pametnih podjetij, je mojster Power BI-ja s certifikatom MCSA BI Reporting. Podjetje B2BI sodi med vodilne na področju poslovne analitike. Svetovalni in izobraževalnimi storitvami pomagajo organizacijam pri vzpostavljanju učinkovitega poslovanja, boljši organiziranosti, hitrejšemu razvoju in rasti. Pri svojem delu uporabljajo analitično orodje Power BI. Rok, vabim te, da prevzameš zaslon. Lepo pozdravljeni, hvala Peter za te uvodne besede. Mogoče že kar na začetku povabimo vse, da čim več tekom tega webinarja tudi sprašujete, sicer pa bomo poskusili biti danes zelo praktični. In sicer že na samem začetku bi z vami delil svojo sliko, na kateri prikazujem osnovno BI arhitekturo. Se pravi, v sami osnovi bi postavili temelje, da vidimo, kako pravzaprav podatki za načrtovanje denarnega toka v Power BI-ju morajo nekako teči. In bomo tudi sproti videli, katere deviacije so mogoče oziroma na kakšen način bi se dalo stvari customizirati. Preden pa nadaljujemo z samo predstavitvijo, mogoče eno anketno vprašanje, ki ga imamo pripravljenega. Peter, bi mogoče kar s prvim vprašanjem? Seveda, hvala. Se pravi, prvo vprašanje, ki ga imamo, je, ali se je potreba po nadzoru denarnega toka v vašem podjetju v času krize oziroma v času kriz poveča. Se pravi, nekakšna hipoteza kroži naokoli, da je edini skupni imenovalec vsem krizam, ki so si zelo različne, pravzaprav ta, da vse pa vplivajo na denarni tok. Počakamo na rezultate. Vsi pravite, da je vpliv na denarni tok velik, ok, odlično. In še, malo manj odlično z vidika potem obvladovanja, ampak smo iz tega mnenja. Mogoče damo še kar drugo vprašanje, že kar na samem začetku se bomo bolje spoznali. Dogovorjeno. In drugo vprašanje pa pravi, meni je pobegnilo, še enkrat, tako, hvala. Se pravi, za načrtovanje denarnega toka uporabljamo, se pravi, v svoji karieri nekako se srečujem z različnimi profili, predvsem financarji, ki načrtujejo denarni tok in največ jih uporablja Excel. In tudi danes tukaj vidimo, da uporabljate za načrtovanje to orodje. Ok, Excel je krasno orodje za modeliranje, kot pa vemo, nam pa vzame veliko časa zaradi tega, da lahko take modele vzdržujemo. In verjetno imamo vsi motivacijo, da te stvari čim bolj avtomatiziramo in se ukvarjamo čim več z vsebino, ne pa toliko za pripravo samih podatkov. Ok, in zdaj gremo pogledati samo BI arhitekturo. Imamo različne podatkovne vire, to vidimo v čisto povsem lepem kvadratku. Za denarni tok potrebujemo, se pravi, ERP podatke, potrebujemo podatke o izdanih in prejetih računih in pa plačilih, ki jih je treba skonsolidirati v smiselno tabelo. Potrebujemo tudi ročne korekcije. Še
vsak denarni tok, ki sem ga videl, je imel tudi postavke, tega pa še nimamo v ERP-ju, to je treba pa dodati in je recimo pomembna stvar, klasika, kakšne plače, kakšni obroki kreditov in tako naprej. Skratka, imamo problem oziroma izziv, da konsolidiramo različne vire in da v bistvu narišemo, kaj se bo dogajalo. In ta faza je opravljena najbolje, da v zajemu podatkov v podatkovnem skladišču. Gre za relativno zahtevno transformacijo podatkov, ki pa si jo lahko tudi naredimo ročno. Ampak, če hočemo popolnoma avtomatizirati, potem v bistvu smiselno, da to upravi ETL, se pravi podatkovno skladišče. Iz tukaj grejo potem podatki v analitični model, kocke, rečemo. Kocke so tisti korak, ko se podatki pravzaprav preračunajo, ko se vse deviacije izračunajo in pripravijo podatki za samo vizualizacijo, ki jo potem na koncu pokažemo v Power BI-ju. Danes smo rekli, da bomo praktični, zato bom kar hitro preklopil v naslednjo okno in sicer z vami delim sedaj ekran. Samo trenutek. Takole, brskalnik. Mislim, da takole, vse je v redu. Tako, skratka, prijavil sem se s svojim uporabniškim imenom in geslom, vidim tukaj na desni strani zgoraj svoje uporabniško ime in imam v Power BI-ju več različnih delovnih prostorov. Med drugim imamo pri nas tudi demo svet, ki ga nekateri že poznate, skratka, znotraj financ imam različne kazalnike. To je moj dashboard, na katerem vidim, kakšen je EBIT, EBITDA, prihodki, odhodki in tako naprej, kakšne so terjatve in tako naprej. Danes se bomo ukvarjali predvsem z denarnim tokom, ampak dejstvo pa je, da če se hočemo ukvarjati z denarnim tokom, moramo najprej v bistvu dati fokus na terjatve. Zato bomo prišli na tole poročilo denarni tok v naslednjih korakih. Najprej se bom pa pravzaprav sprehodil nazaj na poročilo terjatve in obveznosti. Zakaj je to tako pomembno? Vemo, da v bistvu je predvidljivost denarnega toka, pravzaprav trik predvidljivosti denarnega toka pravzaprav v plačilni disciplini. Nekateri imate to bolje urejeno oziroma imate bolj točne plačnike, nekateri se pa s tem kar precej ukvarjate in borite in morate se s terjatvami res aktivno ukvarjati. In takšno poročilo nam bo pomagalo razumeti naslednje korake. Kaj vidimo? Se pravi, vidimo tukaj zgoraj najprej tabelo, ki mi v preseku pokaže, kakšna je naša trenutna struktura. Imamo zaprte, se pravi, obveznosti in terjatve. Se pravi, zaprtih obveznosti je bilo za 245.000, terjatev pa za 616.000, kar pomeni, da imamo 371.000 pozitivnega razmerja med tema dvema kategorijama. Ker na samo prihodnost denarnega toka ne bo ta del tako zelo vplival, razen v segmentu, kaj se je dogajalo z temi plačili, se pravi, s kakšno zamudo so se dogajala. To bom tudi kasneje konkretno pokazal. Zato bom te izločil, se pravi, in te sive na grafih po partnerjih, na obveznostih po partnerjih in tudi tukaj po mesecih se bojo zdaj odstranili. Tako imam zdaj boljši fokus, se pravi, imam samo še nezapadle in pa zapadle terjatve. Vidimo, da pri nezapadlih terjatvah imamo pravzaprav več obveznosti kot pa terjatev, kar pomeni, da trenutno tisto, kar smo v zadnjem obdobju fakturirali, ni več, kot pa smo dobili fakturirano. Tukaj se že skrivajo lahko nevarnosti za naš denarni tok, kot bomo videli v nadaljevanju. Imamo pa zapadle. Zapadlih imamo pa pravzaprav obveznosti bistveno manj kot pa terjatev. To je spet en zanimiv signal za sam denarni tok. Bolje plačujemo,
kot pa drugi nam. Kar se tudi lepo vidi iz grafov, torej obveznosti po partnerjih pa terjatve po partnerjih. Veliko več rdeče barve je na terjatvah kot obveznostih. Tukaj verjetno bomo lahko izkoristili kakšno možnost, da bomo, če bomo imeli težave, uporabili ta vzvod, da plačujemo bolje kot pa drugi nam. Ok, tukaj vidimo strukturo in pa spodaj starost samih terjatev. Se pravi, zelo veliko imamo odprtih, še nezapadlih stvari, potem imamo pa še v bistvu starost terjatev. Zdaj, ker ta zadeva je v našem primeru zelo močna, hvala Bogu, to je dobro, ampak vseeno bom zato, da se slika bolj kristalizira, izklopil še ta del. In zdaj so mi ostale samo še zapadle terjatve. Zdaj tukaj lepo vidimo, kakšna je struktura starosti, obveznosti in tako naprej. Vidimo posamezne partnerje, zelo hitro kliknem na tega partnerja in tudi tukaj spodaj imam možnost pregleda, katera transakcija je v ozadju oziroma katera postavka. Ok, imam še dva detaljnejša pogleda, za enega, ki je usmerjen v terjatve in enega, ki je usmerjen v obveznosti. Zelo podobno kot na prejšnjem, samo da imam tukaj tabelo že kar na ekranu. Spet bom zaprto kar izklopil, zato da imam boljši fokus in tukaj potem tudi z preprostim klikom vidim, kaj je tukaj spodaj odprtega in manipuliram s temi stvarmi. Všeč mi je na tem ta struktura, koliko so stare terjatve, se pravi, tukaj imam mesece in vidimo, da imamo tudi nekaj še iz preteklosti, pravzaprav ne pa prav dosti, kar kaže na to, da smo očitno v preteklosti delali kar zelo dobro. Zelo podobno, kot smo zdaj gledali ta vidik, gledamo lahko tudi vidik obveznosti, tako da v bistvu zelo zrcalna slika, zato ne bom se preveč zaustavljal ob tej stvari in grem zdaj končno na denarni tok. Se pravi, čim je razlika med tistim, kar sem prej gledal in tistim, kar bomo se lotili sedaj, je glavna stvar je pravzaprav v datumih. Se pravi, kdaj bo nekaj plačano. Prej na terjatvah in obveznostih smo se gledali na rok plačila. Torej, če je rok plačila bil zamujen, potem to smatramo kot zapadlo terjatev. Pri denarnem toku pa moram vendarle biti čim bolj realističen in čim bolj pametno ugotoviti, kdaj mi bo res nekdo plačal. In zato ta model vsebuje korigirane datume plačil. In kot boste videli v nadaljevanju, imamo dve metodi, se pravi, ena je statistična, ena je pa potem čisto ročna, ko jaz povem, takrat bo plačana zadeva. Ok, ampak dajmo se najprej soočiti z tem, kako to poročilo funkcionira. Zgornji graf kaže year to date kumulativo plačil, kar pomeni, da če se postavim v januar, vidimo, da smo imeli januarja 46.000 obveznosti in 110.000 terjatev in v bistvu razlika je 54.000. Vse imamo sivo obarvano, kar pomeni, da terjatev iz tistega obdobja nimamo več. To je super. Se pravi, v bistvu, če tako gledam, januar, bravo, kljukica, naredili smo dober rezultat, se pravi, v bistvu smo šli 54.000 v plus na transakcijskem računu. V februarju vidimo, da je bil tudi pozitiven za 15.000 in zato je tukaj skočila zadeva še malo bolj gor. Skupaj imamo že 70.000 denarja na računu. Če grem pogledati marec, še tudi krasen mesec, smo dodali še 34.000 evrov in smo že 105.000. In tako naprej je pravzaprav mesec maj bil najboljši, kar se tiče prirasta, to vidim na tem grafu spodaj. Vidimo, kaj je bilo v bistvu prilivi, kateri so bili prilivi in kateri so bili odlivi in ta razmerje je bil zelo ugoden. Kaj pa se kaže za prihodnost? Zdaj v mesecu juniju pa vidimo, da zdaj že pa porabljamo. Se pravi, v aktualnem mesecu bomo pa zdaj začeli upravljati z našim denarnim tokom in to je zdaj naš case. Vkolikor pogledam, junij bomo videli, ok, super. Se pravi, imamo, če bo šlo vse tako, kot smo si, oziroma tako, kot je bilo predvideno, se pravi, vse bomo plačali,
in pričakujemo, da bodo na korigiranih datumih tudi drugi nam plačali, potem bo v bistvu upad stanja na denarju, se pravi saldo je 84.000 in se nam bo vsa tista pretekla zaloga oziroma precej tiste pretekle zaloge zmanjšala. Koliko jo bomo še imeli, še vedno bomo na varni strani. Problem je teli meseci v prihodnosti, ki bojo očitno pojedli vso tisto zalogo iz prvega dela leta. Ampak mi lahko upravljamo z denarnim tokom, zato poglejmo, kaj lahko storimo. Vkolikor gremo pogledati, kaj se v aktualnem mesecu dogaja. Se pravi, če bojo vsa plačila šla tako, kot je bilo predvideno, potem bomo v bistvu plačali skoraj vse na naši strani, skoraj praktično vse bomo plačali, brez da bi zamudili. In na drugi strani nam bojo plačali z kar resno zamudo. Tukaj že vidimo neke priložnosti za izboljšave, se pravi, lahko rečemo, da kakšno plačilo prestavimo v prihodnost in bomo s tem izboljšali denarni tok, ali pa pravzaprav naredimo kakšno drugo potezo. Vidim, da imam tukaj noter tudi nek interno postavko in imam banko C3, izmišljena banka za ta demo case. Se pravi, z banko bi se lahko tukaj le pogovarjali ali reprogramiramo plačevanje tega kredita. Interno bomo videli, da gre noter pravzaprav bolj za plače pa take stvari, tako da tukaj bomo težko kaj naredili. Lahko pa se pogovarjamo potem, da odložimo kakšno plačilo posameznemu dobavitelju. In če grem naprej pogledati še naslednji mesec, bomo videli, še vedno imamo kar veliko internih stroškov, katere, kot že rečeno, težko upravljamo, in pa banka C3 50.000. Če pogledam banko C3, kaj za nas pomeni, v bistvu banki smo nekaj že kar plačali, nekaj pa še bomo. V bistvu plačujemo enake mesečne zneske, vsak mesec po 50.000 in vidimo, da v bistvu tale zadeva kar konkretno zmanjšuje naš denarni tok. Torej, če bo panika, bomo v bistvu verjetno posegli tudi po možnosti reprogramiranja našega kredita, če je seveda to v naši moči, če nam to pogodba dovoljuje. Zdaj pa gremo pogledati, kaj je v ozadju tega. Imamo mogoče kakšno vprašanje? Peter? Zaenkrat še ne. Še ne. Si zelo jasen, očitno. Če je kakšno vprašanje, kar na dan z njim bomo pojasnili. Zdaj pa gremo v tole bolj naše razvojno okolje. Se pravi, z vami sedaj delim Power BI desktop, v katerem imam pravzaprav, prej sem bil na portalu in na portalu sem delil svoje poročilo z še drugimi vodstvenimi delavci, tisti, ki lahko vplivamo. Namreč prej je že bilo malo namignjeno, se pravi, na denarni tok lahko vpliva marsikdo, se pravi, če se neki projekti zaključujejo, lahko prodaja pospešuje in fakturira in tako naprej. Skratka, pravzaprav je to denarni tok igra celega podjetja, ne samo financerja, kar pogosto preostane v sedanjosti, v realnosti. In kaj imamo mi tukaj v ozadju? Se pravi, model je relativno preprost. Imamo tukaj tabelo terjatev in obveznosti, lahko bi rekli tudi plačila ali pa kako drugače, ampak v tej tabeli je skonsolidirano pravzaprav vse, kar potrebujem, zato da to analiziram. Pripravljene podatke imam torej zelo kvalitetne in že predelane v obliki, da mi je bilo lahko sestavljati ta denarni tok. Kaj imamo? V bistvu imamo vse eni tabeli, imamo in terjatve in obveznosti, gledamo status in to je že vse naprej pripravljeno, se pravi, procedure na strežniku so mi že to vse uredili. To je fino, zaradi tega, ker če moraš to vedno znova delati, potem ogromno časa porabiš za to, da podatke pripraviš in se ne moreš ukvarjati s tem, kaj boš dejansko naredil z denarnim tokom. Imamo partnerja, imamo datum dokumenta, rok plačila, torej kdaj bi moralo biti plačeno, vidimo, koliko je odprto, koliko je zaprto, koliko je vrednost, številka dokumenta, dni zamude, koliko je že v zamudi, v kateri razred sodi, kdaj je bilo dejansko plačano, pri zaprtih je to tudi na voljo.
Potem imamo pa tukaj naslednja ključna polja, se pravi, je pričakovani rok plačila, statistični pričakovani rok plačila, pa ročni popravek datuma plačila. Statistični pričakovani rok plačila je inteligenca, ki jo lahko v nedogled razvijamo. V našem primeru bomo demonstrirali, tukaj bomo pogledali kakšno zadevo, ki še ni plačana, in sicer recimo za padlo, takole, terjatev, super, in če gremo pogledati tule, aha, Peter se je vklopil, to pomeni, da imamo vprašanje. Ja, Rok, res je. In sicer udeleženec sprašuje, Žan, če je denarni tok samo računan kot razliko med terjatvami in obveznostmi. Sprašuje, kje so ti fiksni stroški, režijski stroški, kako je to upoštevan v načrtu denarnih tokov. Ja, vse, se pravi, v tem modelu jaz sem se glavno osredotočil na terjatve obveznosti, dejansko pa noter grejo vsa plačila. In tudi, če gremo pogledati, tam, kjer je bila banka, banka ni bila pravzaprav terjatve obveznosti, ampak je izdatek, finančni izdatek, in ima drugačne dokumente kot prejet račun ali pa izdan račun. Skratka, v bistvu v tej tabeli imamo vse, kar imamo v ERP-ju in vemo, da bomo plačevali, potem pa dodamo še tiste podatke, ki jih nimamo, pa vemo, da bodo prišli. Recimo, plače se poknjižijo relativno pozno in so izjemen pomemben strošek in se jih zato doda kot postavko, ki jo vnaprej damo. Torej, hvala za vprašanje, to je odlično vprašanje. Tukaj le pokazal, se pravi, kaj vpliva na management tega mojega denarnega toka. Se pravi, jaz imam tukaj poleg tega Power BI modela, imam še en model, oziroma en Excelov dokument, ta bi pa lahko bil tudi kakšna aplikacija, lahko bi bil na SharePointu z administriranimi pravicami ali pa s kakšnimi Power Apps-i. Skratka, lahko, če je več uporabnikov, seveda bolj sofisticirana aplikacija. Mi imamo tukaj narejeno za ta demo kar lepo v Excelu in lepo vidimo. Se pravi, imam tisto tabelo, ki smo jo v Power BI-ju gledali, tudi v Excelu. Zakaj? Zato, ker imam tukaj ročni popravek. In kako sama zadeva funkcionira je, da v bistvu prenese, zdaj vam bom delil z vami eno shemo, in sicer tole, kjer se bo lepo razumela. Imamo ERP in lahko še kakšen drug vir. Se vsi podatki prenesejo v podatkovno skladišče, iz podatkovnega skladišča grejo pa v Power BI. Se pravi, tista lepa tabela, ki je bila premišljeno pripravljena za to, da mi je bilo enostavno potem zlagati naprej. Ni sestavljena samo iz terjatev obveznosti, ampak še iz drugih podatkov, ki pridejo iz zunanjega vira. Se pravi, dodatni podatki, ponavadi je to neka Excel tabela, recimo plače in tako naprej, ki pridejo kot neka sumarna postavka v to tabelo. In potem vse skupaj gre nazaj v Power BI. Torej, dodatni podatki, to je tale moja Excelova tabela, in vidimo, da tukaj imamo upravljanje. Tale stolpec, samo ta stolpec se vrne nazaj v podatkovno skladišče, iz njega pa gre potem v poročilo, ki ga gleda celotna uprava. Bom kasneje še demonstriral. Se pravi, če bom jaz tukaj upisal nov rok plačila, najbolj bi bilo rešeno, da bi imel to kar v ERP-ju. Ampak mnogi tega nimate te možnosti in v takem primeru se naredimo tako. Če pa imamo možnost krmili plačila v ERP sistemu, je to daleč najboljša rešitev. Če pa ni, pa potem dopolnimo z takim virom. In v bistvu mi vemo za vsak dokument, kdaj je pričakovani datum plačila oziroma kdaj je valuta in potem lahko dodamo še ta podatek, ki ga potem uporabimo v načrtovanju denarnega toka. Se pravi, če povzamem, v našem primeru imamo tukaj stolpec pričakovani rok plačila. Pričakovani rok plačila je statistični pričakovani rok plačila, ki pa ga izračunamo tako, da zgeneriramo tabelo povprečnih zamud.
Lahko bi bila tukaj tudi večja inteligenca, pa bi rekel, glej, vzorec zadnjih 3-5 mesecev, če ni tega vzorca, glej, še daljše obdobje in tako naprej. Skratka, inteligenca tukaj je lahko res velika. Ampak mi imamo tukaj poenostavljeno in rečemo, dajmo reči za začetek, da toliko, ki ponavadi zamujajo, toliko jim pripišemo avtomatično zraven. In to je statistični pričakovani rok plačila. Ok, če nimamo ročnega, potem vzamemo tega. In v bistvu je to. Statistični je valuta plus pričakovana zamuda, ok, če pa obstaja ročni, pa vzamem ročnega. In tako pravzaprav tukaj je razlika med terjatvami in obveznostmi, ki so vezane na res na rok plačila. V tem primeru denarni tok je pa treba biti bolj realističen. Ok, in še tisto drugo vprašanje, kaj pa, če nimam podatka v ERP-ju in je to pomembna postavka? No, mi imamo tukaj to tabelo, kjer so v bistvu postavke, imamo obveznosti, terjatve, ali kakšen status ima, kdaj bo zadeva se dejansko realizirala, kakšen je znesek, ID partnerja, če to imam. Mi smo tukaj ustvarjali za ta primer kar 2 navidezna partnerja, oziroma banko bi celo lahko imeli načeloma v šifrantu partnerjev, imamo pa interno postavko, to je partner 1000. Ok, to je to. Ti podatki se torej konsolidirajo preko podatkovnega skladišča v eno tabelo, se pravi, v bistvu se dodajajo, poleg terjatev, obveznosti, se dodajajo še te izredne postavke, če bi imel še kaj drugega, bi dodal še tisto in potem bi imel enovito tabelo za planiranje denarnega toka. In to pravzaprav je ta tabela. Se pravi, tukaj notri bi lahko poiskal tudi podatke, se pravi ID partnerja, smo rekli, da je par 1000, mislim, da je tako, imam pod drugimi filtri, tole ne bo našlo, seveda, če damo takole, zdaj pa bo našlo. Par 1000, par 1000, takole, evo ga. In vidimo te transakcije. Nimamo tako veliko podatkov, kot jih imamo na terjatvah po obveznosti, ker tam dokumenti generirajo več podatkov, ampak so se lahko pridružili in zdaj vidimo v bistvu, kako pravzaprav tudi tukaj imamo te podatke. Če se vrnem nazaj na tale moj demo, in tako teče ta zanka. Ta zanka mi pomaga, da ves čas delam korekcije in ko upravim korekcijo, pogledam report, vidim, kaj boljš, ok, a rabim da reči še kaj. In tiste podatke je zelo pomembno, predvsem pri datumih plačil, da jih vrnemo nazaj v ERP oziroma v plačilni sistem. Ok, in zdaj, če pogledamo tukaj mesec, 6. mesec, kjer smo ugotovili, da imamo težave, ker v bistvu bomo imeli negativni prirast na denarni tok, bi bilo mogoče smiselno, da neko transakcijo tukaj rečemo, da je ne bomo plačali. Vkolikor z kontrolami izberem še poleg meseca tudi tega partnerja, vidim, da imam tukaj dve transakciji, ki sta aktualni. Kaj bom naredil? Ok, 6807 je šifra transakcije, torej bom šel tukaj v svojo tabelo za upravljanje. Se pravi, imam sfiltrirane obveznosti, zapadle obveznosti iz meseca 6. Če bi planiral mesec 7, bi sem tukaj izbral in se mi hitro sfiltrirajo. Ok, jaz sem v mesecu 6. Rekli smo šifra dokumenta. Šifra dokumenta. Se pravi, hvala, pozabil. Se pravi 6807. 6. Sem pravilno. Se pravi, obveznosti, zapadle obveznosti. Aha, niso še zapadle. Še ne zapadlo, 6, 8, 7. Grem semle in rečem, da bomo to plačali 15.7. Ok. Zdaj bi se sprožila procedura in bi osvežila vse podatke.
Jaz bom to zdaj naredil ročno, zato da boste hitro videli rezultat. Refresh. Okay. In zdaj se bo tale zadeva tukaj tudi ustrezno zmanjšala. Se pravi, da smo prav predstavili. Če smo prav predstavili, pa sem napačen datum vnesel, 7. je to v redu. Ok, skratka, če sem pravilno vnesel podatek, potem avtomatično tukaj tale transakcija, nekaj sem naredil čisto pravilno, vidim. Ampak ja, v principu, da ne bom zdaj iskal napake, skratka, ta transakcija se prestavi v naslednji mesec in v bistvu vplivam na svoj denarni tok, torej ga korigiram in v bistvu na ta način menedžiram. In to je pravzaprav temeljna logika, kako naj upravljam. Lahko bi tudi recimo rekel, recimo ena izmed stvari, ki smo rekli, je, da bi lahko banko spremenili, se pravi, bi šel in, ne vem, podaljšal ročnost, pa bi šel tiste spreminjati in na ta način v bistvu ves čas ciklal s podatki. Se pravi, v tej tabelci bi vpisujem podatke, kdaj bo dejansko plačano. Pravzaprav je to ta način, ki ga tudi danes delamo, samo mogoče, da nimamo tako pripravljenih podatkov, pa zmernih, ki sestavljamo, tako naprej. Tukaj pa imamo v bistvu vse podatke že pripravljene, samo vpišemo datume nove in osvežimo sistem. Ok. Peter, ima vam morda še kakšno vprašanje? Trenutno ne. Jasno razlagaš. Vse razumljivo. Ok. V bistvu je to tisto, kar smo vam želeli tudi prikazati, kako se menedžira sam denarni tok s Power BI-jem. Dobro je, da imamo konsolidirane podatke, namreč tam porabljamo največ časa. Če imamo lepo pripravljene podatke, je pa v bistvu tole ena taka luštna igra. Vedno pa se da narediti te sisteme, te logike inteligentnejše in v tistem delu, ko smo mi zelo preprosto uporabljali samo povprečje, lahko uporabimo tudi bistveno bolj zahtevne algoritme s kakšnimi drsečimi povprečji, lahko vpletamo noter še kakšne bonitetne ocene iz kakšnega zunanjega vira, recimo raznih BizNote sistemov in tako naprej, in v bistvu naredimo še bolj inteligenten sistem. To bi bilo z moje strani zaenkrat vse. Tako da, Peter, ti predajam besedo. Hvala lepa, Rok. Res odlična, jasna predstavitev v živo. To je bilo sploh zanimivo videti, kako lahko v živo spreminjaš in prilagajaš denarni tok. Tako da s tem smo zaključili tudi današnji seminar, kako hitro in brez napora obvladovati ter načrtovati denarni tok. Z nami je bil Rok Pirnat, direktor B2 BI. Hvala vsem udeležencem, da ste bili z nami, da ste poslušali, tudi zastavili eno vprašanje. Posnetek bo na voljo vsem, vam ga bomo delili vsem, ki ste se prijavili na seminar. Čas je še, da vas opozorim na to, da še zadnji seminar v ciklusu poslovne analitike bo 18. junija ob 10. uri. Z nami bo strokovnjak iz podjetja Insights. Sicer se pa vsi vidimo na forumu poslovne analitike, ki bo letos 22. septembra. Vabim vas, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih in predvsem lep konec tedna, lep vikend in se vidimo na naslednjem seminarju. Lep pozdrav!